Zbrali smo se z dobrim namenom in zdaj vas vabim, v spremstvu Dedka Mraza bomo krenili po cesti do vhodnih vrat, do drevesa, kjer bodo naši otroci začeli krasiti drevešček, mi pa bomo pri tem pripravili naše kužke, da se nam bodo pridružili pri rajanju. Ali je v Azilu vsako soboto tako živo? Ne, tako živo kot je danes. Ni vsako soboto, ker danes je poseben dan. Danes praznujemo ta naš prvi skupni božič z živalmi, tako da zato je, bom rekel, izrazito večja količina ljudi kot sicer. Drugače pa moram reči, da čez vikend, da se pravi v sobotah, nedeljah, je precej pestro, ogromno obiskovalcev, ogromno interesentov, ki bi hodili radi pse sprehajati, tako da se nam še vedno dodaja, kljub večjemu številu psov, da imamo še vedno premalo psov, koliko imamo sprehajalcev. Koliko živali je trenutno v Azilu? Trenutno smo pri malo manj kot 30 psov, 29 psov, imamo pa preko 40 živnic. Kaj vas je vodilo k organizaciji dneva, da ga lahko Mariborčani preživijo v zavetišču? Vodilo me predvsem to, da bi te živali čutile malo ljubezni, ki je tako pogrešajo. To so ponavadi zavrženci, kot tale, recimo Revček, ki je pravzaprav postal ljubljenec našega azila in veliko drugih takih je še tudi. Vodilo me je to, da te živali malo so deležni ljubezni in predvsem pa, da otroci spoznajo, kakšni veliki reveži so tile in da spremenimo ta svet malo na boljše. Pravzaprav smo ljudje krivci, da imamo takšne stavbe kot je tale, da so zavetišča za živali. Mi smo najbolj srečni, če bi bila ta zavetišča prazna. In kot sem že rekel, srečni smo, ker gredo psički zelo, zelo hitro v oddajo, torej najdejo nov topel dom. Za tega sem trdno prepričan, da bo že jutri verjetno imel novi topel dom. Ste pričakovali takšen odziv? Niti pod razno ne, mislim, odziv je neverjeten. Res je, da ljudje radi hodijo na oglede, tudi na sprehode vodijo živali, ampak da bo pa tak množičen, pa si pa nisem niti v snu mislil. Zdaj za večer malo reči, za večer, da.